Pozdravljeni. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Po izjavah priče K-144 Haaškega sodišča naj bi osvobodilna vojska Kosova do leta 1999 ugrabila najmanj 300 ljudi, v glavnem Srbov, ki jih je spravila v Albanijo. Tam so bili uporabljeni kot surovina za trg s človeškimi organi. Tako naj bi bilo prodanih najmanj 300 ledvic in 100 drugih organov, med njimi tudi človeških src. Cena ledvic naj bi varirala med 10 in 50 tisoč markami. Vsa operacija naj bi bila precizno vodena, nadzor naj bi direktno vodil Hašim Tači. Poveljniki OVK so od teh transakcij dobili 80%, ostanek je bil porabljen za logistične stroške. Priča K-144 trdi, da je v teh zločinih sodelovala. Na osnovi njenih navedb je Haaško sodišče sprožilo preiskavo, ki je nikoli ni speljalo do konca. To naj bi potrjevala tudi knjiga Carle Del Ponte z naslovom Lov, ki bo izdana 3. aprila v Italiji. V njej potrjuje, da so bili ona in preiskovalci nasledi trgovini s človeškimi organi, vendar so preiskavo zaradi nesodelovanja albanskih oblasti in mednarodne skupnosti ter groženj prekinili. Ob koncu mandata si je želela, da bi preiskavo obnovili, saj je bilo delo tožilstva manj odvisno od političnih interesov NATO. Zanimiv je tudi citat, kjer Del Pontejeva trdi, da se je osebje Združenih narodov in KFOR-ja balo albanske mafije. Haaško tožilstvo naj bi neuradno razmišljalo o obnovi postopka. Uradnih izjav zaenkrat še ne daje. Hitrejše je srbsko tožilstvo, ki je v petek začelo s preiskavo tega primera. Pridobilo naj bi nove priče in materialne dokaze. Na zasedanju sveta ZN za človekove pravice je kanadskim predstavnikom uspelo izločiti dostop do vode iz sklopa osnovnih človekovih pravic. Iz rezolucije, ki sta jo predlagali Nemčija in Španija, je bil dostop do vode kot osnovne človekove pravice izločen. Iz teksta je izpuščeno tudi oblikovanje mednarodnega nadzornega telesa, bo pa imenovan svetovalec, ki bo podajal predloge, formalne moči pa ne bo imel. Domače humanitarne organizacije kanadski vladi očitajo, da jim je bolj pomemben sporazum NAFTA, v okviru katerega obstaja pravica do prodaje neustekleničene vode. Visoka predstavnica ZN za človekove pravice Louise Arbour je bila nad stališči Kanade razočarana, kot sem jaz, saj v takšni vlogi ni vajena. Mednarodna skupnost se je leta 2001 dogovorila, da Afganistan dobi 25 milijard dolarjev humanitarne in razvojne pomoči. Dejanska pomoč je precej manjša in znaša okoli 15 milijard. Od razvitih držav sta najmanj prispevali Francija in Španija, prva 80 milijonov in druga le 26 milijonov dolarjev. V skupnem poročilu 94 mednarodnih humanitarnih organizacij tudi ta ne dosega pravih naslovnikov, saj se je kar 40% vrne v države, ki so to pomoč prispevale. Delež je v glavnem porabljen za visoke plače svetovalcev, nastanitev, varnostne ukrepe in dobičke povezanih družb. 5,3 milijarde dolarjev je poniknilo neznano kam. Po izračunih Oxfama bi samo ta delež zadoščal za 20-letno financiranje javnega šolskega sistema. Letna cena svetovalca v Afganistanu znaša okoli 250 tisoč dolarjev in se viša zaradi slabih varnostnih razmer. USAID, ki je največji posamični donator v Afganistanu, odšteje kar polovico sredstev 5 velikim ameriškim korporacijam. Mednje sodita tudi notorični KBR in DynCorp. V prvih 2 letih okupacije je humanitarna pomoč v Afganistanu znašala 57 dolarjev na prebivalca, v Bosni 679 in v vzhodnem Timorju 233. Nekaj afganistanskih poslancev je poročilo kritiziralo, ker naj bi bilo preveč prizanesljivo. Po njihovem naj bi bilo koristno porabljene le 11% mednarodne pomoči. Mednarodna pomoč je skoraj nedostojna napram sredstvom, ki jih ZDA same porabijo za vojno v Afganistanu. Ta znaša 65 tisoč dolarjev na minuto. Kanadska artilerija je dobila dovoljenje za uporabo novih topovskih granat s satelitsko navigacijo v Afganistanu. Granata Excalibur proizvajalca Raytheon je najdražje klasično strelivo, saj zaenkrat stane kar 150 tisoč dolarjev. Natančnost zadetka projektila se je povečala iz 50 metrov na 10 metrov na razdalji 40 kilometrov. Cena običajne granate je 2000 dolarjev. Excalibur!
forged when the world was young, and bird and beast and flower were one with man, and death was but a dream. Argentina se sooča z odločnimi protesti kmetov, ki trajajo že 2 tedna. Začeli so se zaradi povišanja izvoznih davkov na sojo in sončnična semena. Ti so se povišali na 44%. Protesti so ohromili tako izvoz kot domačo distribucijo hrane in so največji po hudi krizi pred 6 leti. Takrat se je znašlo 60% prebivalstva pod pragom revščine. Predsednica Kirchnerjeva demonstrantom ne popušča in grozi, da bo cestne zapore odstranila silo. Argentina je druga največja izvoznica koruze in tretja izvoznica soje na svetu. Prednjači še v nečem. Je druga država na svetu po površinah zasajenih z gensko modificiranimi vrstami koruze in soje. Policija v Miamiju bo postala prva v ZDA, ki bo začela uporabljati vojaško vohunsko tehniko v obliki majhnih brezpilotnih letal, ki lahko letijo ali lebdijo na mestu. Opremljena bodo z optičnimi in infrardečimi senzorji. Policijske uprave po vsej državi so navdušene. Na ozemlju ZDA so bila takšna letala uporabljena le za nadzor puščave v Arizoni in Kaliforniji, za nadzor meje z Mehiko. Edine težave imajo oblasti z regulativo, ki ureja zračni promet. Ni jim povsem jasno, kako jih bodo vključili v zakonodajo, ki ureja zasebni zračni promet. Le-ta se nahaja v istem zračnem prostoru. Zaradi vse splošnega strahu pred teroristi je na nakupovalnem seznamu nov pripomoček, ki naj bi pripomogel k večji varnosti letalskih potnikov in ljudi pod njimi. Vsak potnik bi moral nositi posebno zapestnico, ki jo lahko varnostno osebje daljinsko aktivira, da ta pošlje njenemu začasnemu nosilcu elektrošok. Once terrorists are on board an aircraft, the pilot and the crew are left to face the militants alone. They are the last line of defense. This is not reassuring. The electromuscular disruption signal overrides the attacker's central nervous system and will render even the most elite and aggressive terrorist completely immobile for several minutes. To a businessman on his way home to be reunited with his family, or to a young family going south for a winter holiday. Ameriška civilna tovorna ladja, ki naj bi bila natovorjena z rabljeno vojaško opremo, je v Sueškem prekopu streljala na egiptovski čoln, ki je ponujal lokalne izdelke in cigarete. V incidentu je bil ubit en človek, 2 sta bila ranjena. Ker se čoln ni zmenil za opozorila, da naj se ne približuje, je posadka nanj streljala. Ameriška ambasada v Egiptu je incident najprej zanikala in trdila, da so streljali le opozorilno. Pozneje so incident potrdili. Skozi Sueški kanal je le nekaj dni prej vplula ameriška jedrska podmornica s spremljevalnimi ladjami na poti v Perzijski zaliv. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.